povečanje učinkovitosti javnega sektorja, sprememba dohodninske lestvice v korist neto prejemkov, usklajevanje izobraževanja in usposabljanja na delu z razvojnimi spremembami na trgu dela, razvoj trga kapitala z vsemi finančnimi instrumenti, pridobivanje zaupanja in sprememba regulative, vzpostavitev okolja za domače in tuje talente ter okrepitev menedžerskih praks je 6 ključnih ukrepov za gospodarsko odličnost Slovenije, ki jih je izglasovalo več kot 350 udeležencev 13. vrha slovenskega gospodarstva. Veseli me, da smo izbrali ključno področje in dosegli tudi soglasje v ekipi ministrov. V sodelovanju s Srbsko-slovenskim poslovnim klubom in stalno konferenco srbskih mest in občin je Center za mednarodno poslovanje Gospodarske zbornice Slovenije organiziral tradicionalno poslovno informativno konferenco na temo priložnosti in pogojev za poslovno investiranje slovenskih podjetij v izbranih srbskih občinah. Pričakujemo seveda in želimo si, da bi občine iz Republike Srbije nekako bile zadovoljne tudi z temi kontakti, ki jih dajemo. Za podjetja, zainteresirana za širitev poslovanja na ameriški trg, je Center za mednarodno poslovanje Gospodarske zbornice Slovenije skupaj z javno agencijo Spirit pripravil seminar z naslovom Kako vstopiti na ameriški trg. I always say the US market is not an easy market to get into. Na Gospodarski zbornici Slovenije je v okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja potekala konferenca z naslovom Prihodnost dela. Digitalizacija, robotizacija in avtomatizacija prinašajo nove oblike in nove načine dela, kar ima pravni, sociološki ter ekonomski vpliv, zato je v tem obdobju treba še posebej negovati dialog s socialnimi partnerji. Sprašujemo se, ali so naši znani modeli pogodbe o zaposlitvi za določen čas še godni za to, da pokrijejo vse te modele medsebojnega sodelovanja. Dnevi gradbenega prava, ki sta jih tudi letos pripravila Uradni list in GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, so bili tokrat namenjeni podrobni obravnavi sprememb, ki jih je vsem udeležencem pri gradnji prinesla nova gradbena zakonodaja. Na dnevih gradbenega prava poteka nek interaktivni proces izmenjave informacij, ob tem se spreminja tudi zakonodaja, kar seveda pomeni, da je teh informacij veliko. Več kot 400 predstavnikov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti z področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji je na tradicionalnem posvetu poslovanje z nepremičninami razpravljalo o najaktualnejših izzivih na stanovanjskem in nepremičninskem področju. Očitno odpiramo prave teme. Očitno se ukvarjamo s problemi, ki jih panoga prepoznava in zato se udeleženci vračajo. Domači in tuji predavatelji so na dnevu papirništva na Bledu predstavili nove razmere na trgu surovin in energentov, potrebe po izboljševanju snovne in energetske učinkovitosti, nove prodajne poti in nove potrošniške navade ter spremembe v širšem okolju, ki sooblikujejo tudi prihodnost papirne in papirno-predelovalne industrije. S papirjem je življenje lepše, tako da se ni za bati za budućnost papirja, res pa je, da se struktura uporabe spreminja. Na Slovenskem knjižnem sejmu, ki ga partnersko organizirata GZS, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev in Cankarjev dom, se je letos predstavilo 106 založb in 3000 novih knjig, potekalo je 340 spremljevalnih dogodkov in 4 razstave, podeljenih je bilo 10 nagrad, na sejmu pa so se srečali in izmenjali dobre prakse tudi ambasadorji kampanje Slovenija bere. Zato je Slovenija bere tudi projekt, v katerem Slovenci sooblikujemo svet.